Tako, še enkrat dober večer in pozdravljeni v nadaljevanju pogovora o angažirani literaturi, ki smo ga na televiziji Maribor pripravili v okviru programa Slovenskih dnevov knjige v Mariboru. Z nami so Urška Černe, magistrica Emica Antončič in dr. Iztok Kosojnik. Naš naslednji vsebinski izziv pa je, tako kot sem napovedal ob zaključku prejšnje oddaje, Ivan Cankar. Po dr. Francetu Berniku v slovensko literaturo je Cankar vnesel angažiranost, ki je za predmet imela po eni strani narodovo identiteto in zgodovinske izkušnje in izzive, pa tudi vrednoto, kakršna je skorajda zelo glasna Cankarjeva ljubezen do matere. Bernik denimo Cankarjeve vzore najde v povojno-družbeni angažirani prozi Franceta Bevka. Bratko Kreft je na primer v 70. letih prejšnjega stoletja opozoril na podobnost Bevkovega kaplana Martina Čedermaca in Cankarjevega Martina Kačurja. V kolikšni meri se sodobna angažirana literatura napaja iz teh vzorov med dvema vojnama in delno seveda tudi iz vzorov iz teh prvih desetletij po drugi svetovni vojni? Gospod Antončič. Koliko se napaja, to si vam ne bi upala zdaj odgovoriti. Zelo dolgo je Cankarjev vpliv trajal, izjemno dolgo. Omenili ste Bevka. Prav gotovo do konca socialnega realizma, pa tudi že samo če opazujemo jezik. Njegov jezik je bil izjemno, njegov slog je bil tako močan, da je izjemno dolgo vplival. Cankar je pravzaprav nekakšen prav vzor oziroma tisto večno ogledalo, ki ga imamo Slovenci. To danes vidimo, pravzaprav gledamo to v teatru. Če se spomnite 80. let, pa zgornjih 80. let, ko je bilo na Višku politično gledališče, je bil, in ko smo pravzaprav delali nekakšen obračun, družbeni obračun z režimom, takratnim pa z Jugoslavijo, so bili del tega procesa, poleg znamenite Maše v Amolu, v Mladinskem gledališču in drugih predstav tistega cikla, so bile tudi nove režije Cankarja, ki sta jih delala Mile Korun in Dušan Jovanovič. Zdaj imamo, pravzaprav je bil upravljen nov cikl, ki ga je delal režiser Sebastian Horvat. In zmeri znova, ko gledaš recimo Cankarjev Za narodov blagor, vidiš pravzaprav isti vzorec slovenskih strank in strankarskega življenja, celotnega družbenega življenja in menjave temu, čemu danes banalno rečemo, ko pridejo naši gor, dobimo službe. To je že Cankar opisal. In oni drugi grejo za učitelje na podeželje. Ampak pred tem Cankarjem, ki nas spominja na sedanji slovenski parlament, smo morali imeti tudi Ivanovičeve pa Rističeve brate Karamazove, zaradi tega, da smo se spomnili, kako je v končni fazi tudi Dostojevski v povezavi z neko situacijo slovesa od totalitaristične preteklosti bil aktualen, naprimer v 80. letih 20. stoletja, prav znotraj tega takovanega političnega gledališča. In še je aktualen. Zdaj, tukaj je mene nekaj malo zbodalo v tem vašem vprašanju. Govorite o Cankarju in o Cankarjevem pomenu za Slovence. Jaz mislim, da se tukaj postavlja, ali pa je nujno, da se postavi pod vprašaj te Slovence. Mi v bistvu že ne vem koliko časa operiramo z nekim pojmom slovenstva, Slovencev, z neko identiteto tega naroda in tako naprej, ki je seveda danes skrajno vprašljiva. Vprašanje je, koliko so te Slovenci še vedno Slovenci, koliko smo mi pravzaprav res neka enotna, rečemo, grupa, bodi si etnična, bodi si politična, bodi si ne vem kaj. In koliko nismo se znašli v neko situaciji, ko se je pravzaprav pojem Slovenca v osnovi spremenil. Danes Slovenc ne pomeni narodno ali pa etnično nekoga, ki pripada neki grupi, ampak pomeni državljana Slovenije. In recimo neka taka en tak nevralgičen madež, ki seveda celotno problematiko zelo silovito odpre, je vprašanje izbrisanih. Nenadoma imamo mi tukaj neke ljudje, ki niso nič. To se pravi, kaj je zdaj s tem slovenstvom? Tudi znotraj slovenstva smo videli, da je prišlo do neke strašne razdelitve ali pa razpršitve, če hočemo. Imamo bogate, imamo revne, imamo tiste, ki so
pobrali ogromne količine denarja, imamo tiste, ki verjamejo v Boga, imamo ateiste, sploh ne moramo več govoriti o neki enotni platformi. Edino, kar nas danes zares druži, je to, da smo državljani neke države, ki se reče Slovenija, in pa da izražamo, da komuniciramo znotraj nekega jezika, ki je v tem prostoru pač pripoznan kot oficialen način, kako se mi lahko sporazumevamo. Oprostite, samo da malo korigiramo vprašanje, takoj boste dobili besedo. Ko sem govoril seveda o teh Cankarjevih recimo idealih, recimo zlasti trpeče se matere, Žižek se v svojem delu Jezik, ideologija in Slovenci prav zanimivo v bistvu stališča psihoanalize poigra s to vrednoto recimo tradicionalnega slovenstva in Bernik zanimivo v 70-ih letih v eseju o Bevku razlaga, kako je Bevk v bistvu vzpostavil distanco do tega nekritičnega razumevanja Cankarja. Ravno v tem smislu, ni bilo vprašanje postavljeno apologetsko. Ne, vse jaz to razumem. Jaz sem samo izkoristil priložnost za to, da sem upozoril na neko dejstvo, v katerega smo globoko potopljeni, pa še vedno razmišljamo o nekih kategorijah, ki nam ne omogočajo več se soočati s situacijo, v kateri živimo. Želela samo repliko, zakaj je do tega prišlo. Zato, ker smo se Slovenci osamosvojili oziroma smo državo zgradili na etničnosti. Motiv naše osamosvojitve je bil v osnovi etničen. In zato smo tako dolgo govorili o Slovencih, ker smo se pač odklopili od Jugoslavije, od skupnih jeder, če se spomnite in vsega tistega, je v program novorevijaški, v Majniško deklaracijo smo bili Slovenci kot narod ugrajeni in teh 20 letih je pa prišlo do te razlike, da smo kot Slovenci postajali vedno bolj državljani, ne pa več toliko etnija. Čeprav tudi tukaj bi jaz odreagiral, ker stvar je v temu, da te nacionalizmi v 19. stoletju, za katere mi vedno znova radi poudarjamo, da so posledica neke kulturne identitete. Ko jih malo bolj celovito začnemo analizirati, ugotovimo, da ne gre samo za vprašanje kulturne identitete, ampak da gre tudi za vprašanje neke samostojnosti na nivoju neke ekonomije, neke lastne produkcije, na neke lastnega materialnega sveta, ki se ga obvladuje. Tako da v bistvu ta nacionalizem, ki ga mi vedno znova radi pripišemo temu kulturnemu vzgibu, je zares precej bolj celovita zadeva, kot se pač kaže. In tudi to, da se je Slovenija osamosvojila zdajle pred 20 leti oziroma pa še neki, ni stvar tega, da smo mi hoteli zares ustanoviti državo, kjer bomo mi Slovenci funkcionirali kot narod, ampak so vzad še kako močni ekonomski razlogi. Recimo spomnimo se, kako smo mi ves čas učitali Beogradu, kakšne neverjetne količine sredstev odhajajo v Beograd in da je zdaj tega dovolj. Ne bom rekel, da je samo to, hočem reči, da je cel proces in cela zgodba tega nacionalizma in naroda kot naroda precej bolj kompleksna zadeva in da je mogoče čas, da glede na to, da živimo v tem času, izkoristimo istočence, ki jih ta čas ponuja in gremo mogoče nazaj v zgodovino, preveriti celo zadevo. Ko smo v današnjem času, imamo v letošnjem letu 100-letnico Borisa Pahorja in moramo že, če ne, vprašati nekaj v zvezi s tem. Namreč, ko ste vi na predstavitvi torej prevoda zbranih Pahorjevih del v nemščino, imeli svoj govor, ste opozorili na en zanimiv fenomen, da nemška kultura, torej na fenomen prevajanja, kako recimo Pahorja, ki je na nek način to slovenstvo, o katerem govori gospod Osojnik, gledal iz Trsta, skratka iz Tržaškega zaliva z neko relativno distanco. Torej, pa vemo tudi, kaj Pahor v tem narodnostnem smislu, koliko je senzibilen, koliko je občutljiv do določenih tem, ampak nemška kultura, takrat ste opozorili, ima nižjo toleranco do nacionalnih čustev kot slovenska, kajti prva je nekoč celo morila v imenu nacije, slovenski narod pa se je s kulturo branil pred tujim nasiljem. Ampak kaj danes, ko v bistvu tujega sovražnika tako rekoč ni ali pa ga saj tako eksplicitno ne prepoznavamo, ne preganjamo tudi, kot smo recimo nekatere druge nevarnosti v preteklosti?
Danes je to, če povežem s prejšnjim vprašanjem, še vedno problem Cankarja, oziroma tega, kar ste vi rekli, da je Cankarjeva ljubezen do matere, bi jaz temu rekla slaba vest, večna slaba vest do bližnjih oziroma do matere v tem primeru, tudi seveda, ki je trpeča in na to tudi še izdaja račune, kot se reče, ne kasneje. A zaradi matere tudi do domovine? Ne, jaz mislim, da v Sloveniji danes domovine ni tako močno, sploh pa, če primerjam to s Pahorjem, ne? Vse o tem smo se pogovarjali v uredništvu, ko smo prevajali to v nek drug prostor, kjer je stvar nacionalnih čustev očiščena tako rekoč tudi v slovarjih. Ne moreš uporabiti besed z ustreznicami, ki se ti ponujajo. Kraška kri ima Pahor. Skozi je o enim krvi slovenski govor in tako naprej. In to je recimo primer angažirane literature, ki je politična na nacionalni način. Ja, samo Bog ne daj, da bi v Nemčini rekel Blutenboden. Bog ne daj, da bi, ampak v resnici ne. Sveda ne, ker je izhodišče drugačno. To je človek, ki je pri 7 letih videl, kako so zažgali naš kulturni dom, ki je bil ugledna, potentna ustanova. In on sam, ki se ni smel učiti sploh maternega jezika, prav aktivno te generacije kasneje, ki so v Trstu, tega ne vejo več, ne? Pa tudi mi ne. Kaj šele, ampak samo on. Zavesti sploh o tem. Pa še nekaj bi, ker ima to s tem kulturnim, kar je rekel isto Kosojnik, žal se mi zdi, da vendarle obstaja tisti, otroci, ki so odraščali slovensko literaturo, pa so kdaj Prežihovega Voranca pa Solzice pa to brali. Veš, ta neka naseljenost z enim takim patosom do mater oziroma do tega nesproščenega, neveselega čustva s tem povezanega. To je nekaj slovenskega, pa imamo pa šentflorjansko, pa vse te mite, ki Emica pravi, da so v dramatiki, ki je mimo grede rečeno, ko govorimo o literaturi, izmed vseh zvrsti, po mojem mnenju, vedno bila najbolj angažirana. Poezija daleč manj, poezija dosti manj že same. To se jaz ne bi strinjal. No. Mislim, strinja se z dramatiko. Nekaj ne nagovarja toliko širših, v teater grejo ljudje, ki ne berejo poezije tudi in tako naprej. Če pa že govorimo o primerjavi med slovenskim in nemškim prostorom, se mi pa zdaj utrne, pred 10 leti sem pripravila za literaturo en pregled mlade nemške poezije in sem v uvodu napisala, sem dala moto, vers Lucije Stupica, ki je rekla, oziroma izjavo meni, ki je rekla, veš, ampak, da bi pa napisala recimo pesem o EU, to pa ni šans, to pa absolutno ne bi mogla, ne. To je bilo takrat en čas, kjer angažma v poeziji ni bil možen. Jaz sem pa zato to dala kot moto, ker je v nemški poeziji to čisto drugače. Oni imajo to odnos do zgodovine v vsaki pesmi. Zdaj, a je to strukturalno oziroma eksperimentalna poezija, se vendarle še vidi, tako kot imamo Kosovela v koncih. Kosovel reče, Evropa umira. No, to pa imamo, ne vem, hočem reči sam, da eksperimentalna poezija ali pa taka poezija, ki ne govori samo z besedami, ampak tudi s formo, je lahko zelo, zelo angažirana. Tudi dadaisti so bili ekstremno angažirani, pa so samo ene zvoke spuščali v Kabaret Voltaire, v Zürichu recimo, ali pa drugih okoljih. No, pa, ker ste omenili Kosovela, bral sem, gospod Osojnik, vaše eseje o Kosovelu. Dokot je po vašem mnenju prišel Kosovel s to svojo avangardno konstruktivistično poezijo? Namreč on je v smislu politične angažiranosti pisatelja ostro zavračal partijnost. Imel je tudi govore, v katerih je to partijnost, skratka bom rekel, neko zvestobo politični stranki, absolutno, ne glede na to, koliko je bil sam politično angažiran in kateri stranki je pripadal, ampak avtorsko pripadnost partijnosti je pa zavračal. Ja, zato se ni pridružil komunistom v končni. Pazi, čeprav je imel dobrega prijatelja Martelancu, recimo, ki je bil pa eden izmed najbolj aktivnih komunistov in ga je tudi dobro prepariral, če temu tako rečem. Kosovel je bil
to, čemer bi se rekel pesnik. Ne. Kosovel ni bil politik v tem ožjem pomenu besede. Vendar je znotraj svoje poezije še kako znal ne samo začutiti, in to zelo, zelo lucidno, ampak tudi izredno, neposredno, direktno izraziti prav najaktualnejše teme, ne površne teme, ampak tiste ključne teme, ki zares danes mi seveda v njih prepoznavamo neko politično dimenzijo. Vendar ni nikoli prestopil, zdaj govorimo o njegovih konstruktivističnih pesmih, tega, čemu se reče estetsko, pač estetsko raven pesniškega ustvarjanja, je pa bil sposoben tako delati v tem svojem estetski ustvarjalnosti, da je izdelal modele, s katerimi je lahko zajel to kompleksnost. Ne. Če je pred njim, recimo poezija, se pojavlja na papirju kot izrazito ploskovita, dvodimenzionalna linija, on izdela najprej trodimenzionalen model, nenadoma grafično povečuje črke, to je na ozadju pač tega neoplastičnega gibanja, ne, Modrijana pa Desburga, izdelal in potem v svoji znameniti pesmi, tisto v ogledalu, nenadoma je izdela štiridimenzionalen model. Se pravi, nekaj, kar je uspel kubistom, nekaj, kar je uspel potem vsem postkubistom, če temu tako rečem. To se pravi, on je enostavno potreboval take vrste jezik, rekel, take vrste jezikovni stroj, ki je bil sposoben hkrati toliko stvari skupaj spraviti, zato da je končno izrekel v bistvu eno zelo direktno, bi rekel, na nek način politično izjavo. Recimo Evropa umira, v Trstu so požgali narodni edinost in tako naprej. Mislim, njegove konstruktivistične pesmi so polne, rečemo temu, direktnih političnih izjav in niti v enem trenutku nimamo občutek, da gre za propagandizem. Da bi on v bistvu pisal neke politične pamflete noter ometal. Ampak vsak stavek, tudi če je tako direktno politično izrečen, funkcionira kot čista poezija. To se pravi, to nam nekaj pove o tem, kakšno vlogo ima literatura lahko v tistih svetovih, kjer se na druge načine ne znamo prebiti do tega, da bi direktno izrekli svojo realnost, če temu tvojo, svojo praktično vsakdanjo, globoko realnost tega, kako naša eksistenca pač v tem prostoru funkcionira, deluje in kako se družbeno vzpostavlja. Kosovel je to znal. Ampak kaj v tem kontekstu recimo pomeni Pahorjeva politična zvestoba, o kateri ste govorili v predstavitvi teh prevodov? Torej, jaz sem videla eno izmed možnosti, oziroma sploh nisem imela, sem se odločila skupaj s soprevajalcem Matijasom Grcem za to, da gremo, oziroma tudi z založbo Mohorjeva, da gremo v jezikovno zvestobo v tem smislu, da upeljujemo direktno slovenske besede v nemški tekst, ker bi Pahor gotovo tudi. Vemo, da bi. Tako da imamo potem kraške besede noter, školji so noter za šejem, enkrat, dvakrat opišeš in se ti zdi, da preprosto on bi pretihotapil te besede, kot jih je v realnosti tudi to, kar opisuje tudi v romanu Parnik Trobi Njine, ki so akcijske skupine učile otroke potihem pač slovenščine, takrat v času, ko je bilo prepovedano. To je bila ena možnost za to, da se odrečeš všečnosti, odrečeš se trgu, ker v Nemčiji je trg ekstremno močan in prilagaja prevode masovno dosti drugače kot pri nas. To prevodoslovci razlagajo z veličino oziroma centralnostjo nekega jezikovnega okolja, ker naše je pač periferno in mi drugače prevajamo. Dosti tujih spuščamo tudi noter. V španskih prevodih so vsi Friedrichi, Frideriki, ker pač vse po Španijo. Ampak pri Pahorju je to zanimivo, da moraš sicer te konvencije
ti moraš tako napisati, da ne bo Nemec mislil, da ima zdaj z enim nacionalistom v tem smislu opravka, ker ne more, Nemec se ne more od te svoje zgodovinske, simbolne dediščine na jezikovni plati odrešiti na ta način, da bi razumel, da je to za en Slovenec, ki živi v Barkovljah in je imel čisto drugo izkušnjo. Zato je pa še ena druga možnost, da se ukloniš, recimo Vila ob jezeru je bila prevedena, Pahorjev roman, v italijanščini, iz francoščine ali ravno obratno, nekaj takega, z željo, da je čim bolj všeč ljudem in da na ta način si bolj zvest. Ker poskrbiš, da bo čim več ljudi to bralo. Ne? Tako da smo imeli dilemo, ali se res pogladiti do konca, pa narediti enega človeka, kot da bi res materni jezik se učil tako kot mi vsi, brez problemov, do fakultete. Ne. Vse šole je Boris Pahor opravil v italijanščini. To je treba vedeti in tudi študiral je v Padovi in učil je italijansko književnost. Ne. Pisal je pa striktno v tem manjšinskem. Ne. Recimo, če se vrnemo v ta sodobni čas in nekatere sodobne dileme, Heinrich Böll je v govoru o podelitvi Nobelove nagrade za književnost dejal to delitev na angažirano in tisto drugo literaturo, označil kot, navajam, meščanski princip delitve, ki nas odtujuje. Matvejevič, ki sem ga že citiral, recimo pravi ob meni priložnosti, da angažiranost ponavadi zbuja sum, da je bolj rezultat pisateljevega kompromisa, recimo z družbo in politiko, z oblastjo ali državo, kot pa sad resnične motivacije. Koliko je lahko problem v tem? Ja, jaz bi se deloma strinjal s tem, seveda pa tukaj treba povedati kakšne konkretne primere. Ne? Zdaj to je neko splošno razumevanje tovrstne situacije, recimo, ki je že Bell omenjen, bi jaz tukaj se zdaj sklical na Kocbeka, glede na to, da je Bell rešil Kocbeka, če temu tako rečem, pred sodnim preganjanjem in zaporom in tako naprej. Jaz v Kocbeku recimo govorim o tako imenovani tretji resničnosti. Ne. Za Kocbeka pravzaprav ne marajo ne na uni na levi, ne te na desni. Ne. Zato, ker se ni priličil niti unim na levi, se pravi, ni prevzel nekega komunističnega modela, recimo, če temu tako nasplošno rečemo, niti ni prevzel nekega klerikalnega modela, ampak je v bistvu stal točno nekje na sredi. On je krščanski socialist. To se pravi, ne desno, ne levo. In ko se govori recimo o njegovi poeziji, se ves čas uporablja izraz mistična, da gre za neko mistično izražanje in tako naprej. Jaz pa trdim, da ne gre za mistično, ampak da gre točno za to. Kocbek je v tvoji poeziji izumil jezik, kako lahko spregovori v realnosti zunaj klerikalnega pa zunaj komunističnega modela. Ne? In nenadoma govori naravnost o tem, kako se mu dogaja svet, ne da bi se tukaj moral podrediti tem delitvam, pa tem nekim konfliktom, kaj pomeni angažiran, kaj ne pomeni angažiran, angažiran proti komu, angažiran zakaj, angažiran v kakšnem prostoru. Ne? Njegova poezija na nek način, ne glede na to, da je v veliki meri seveda polna nekih referenc v nekem konkretnem aktualnem svetu, v katerem se pojavlja, vendar stoji zunaj. Težko bomo pri njemu najdeli recimo neko direktno izjavo, ki bi obsojala ali te na desni ali te na levi. Ne. In če beremo recimo Kocbeka, ne, na ta način nenadoma se utresemo tega, da gre za neko mistično ekstazo, če temu tako rečem, ampak gre za neko sposobnost, kako govoriti v nekem danem trenutku z izredno jasnostjo, neposrednostjo, seveda neposrednostjo, ki prepriča. Prepriča zato, ker ni treba biti niti levi, niti desni, vendar pa tisti, ki so pa fanatično desni ali pa fanatično levi, seveda bojo pa
se distancirali od tega, kaj pa zdaj ta, a ta je bil z unimi, te bojo pa rekli, ne, ta je bil z unimi, ne. Temu bojo učitali dolomitsko izjavo, ne, podpis, ne, temu bojo pa učitali, mislim, njegovo svetovno-nazorsko vero. Recimo, kot nek antipod Kocbeka v tem kontekstu, tako kot zdaj pojasnjujete, lahko vidimo Luisa Adamiča. On je bil striktno levičarski intelektualec s to idejo resnice o tem, kdo se proti okupatorju bori, recimo na ozemlju nekdanje Jugoslavije, prišel celo do Bele hiše najdlje od vseh Slovencev v vsej zgodovini slovenskega naroda, bi temu rekli, na koncu pa končal kot Trotski zaradi tega, ker se ni strinjal s stalinističnim odklonom v politiki povojne Jugoslavije. Ja, to je pač usoda teh ljudi, ki so seveda razmišljali z lastno glavo in ki jih je njihova ustvarjalnost enostavno pripeljala do tega, da so bili sposobni nenadoma videti realnost, v kateri so živeli. Ne. In seveda tukaj smo prav nazaj pri samem začetku vprašanja o angažmaju literature, oziroma če zdaj postavimo drugače, o literaturi, ki človeka pripelje do tega, da je nenadoma angažiran, pa ni propagandist, če temu tako rečem. To je istočnica zato, ker sem imela na koncu jezika, se spomnim enega mladinskega dela, s katerim sem odrasla, kajti v mladinski književnosti je ta angažma v zadnjih letih zelo, zelo močan, prav recimo družinsko nasilje, droge, kleptomanstvo. Ni toliko politično, ampak je opisujejo zelo konkretne situacije. Se spomnim dela z naslovom Nana mala opica, kjer je na en tak zelo nedirekten način, nedeklarativen govora o tropu opic, ki pač živijo na palmah, in potem ta mala opica seže v duplo in si hoče nabrati polno pest oreščkov. In jo mama nauči, ja, odpri roko, spusti, ne grabi in boš lahko dala roko ven, ker je noter ostala. Ne. In to je angažirano, ne, v resnici, ampak ni neka taka politična izjava. Ker nekateri teoretiki pravijo, da vsaka literatura, film, umetnost sama po sebi že s prvim zamahom Čopiča, da je angažma, ne agresivn, ampak da hoče neko zgodbo povedati in hoče seči do ljudi. Meni je temeljno vprašanje, ne vem, če ima mogoče kdo od mojih kolegov odgovor, ali res lahko, mislim, nas gotovo, ki smo profesionalci na tem področju, literatura spreminja, ne. Televizija ali pa neki vizualni mediji so pa gotovo dosti močnejši v sedanjem času. Ne? Mene, moram priznati, pri preučevanju te teme presenetil dr. Bernik, ko je Bevka analiziral na način analize zahtevne pripovedne strukture, tako kot ameriški avtori danes analizirajo uspešnost ali kakovost ameriških televizijskih nanizank v bistvu na nek način. To je zelo tekst pred več kot 40 leti napisan, ampak izjemno aktualen v tem smislu. Ampak to, kar ste vi rekli, v bistvu ta recimo prispodoba z neko otroško literaturo nas veže na to dilemo ali pa neko obtožbo ali dvom, recimo, da politično angažirani umetniki pogosto ustvarjajo zelo zaprta in nedostopna dela. Da se ne bi znašli v tistem paradoksalnem položaju, ko se recimo njihova angažiranost navzven, naprimer, zreducira na peticionizem, na neko banalno družbeno angažiranje, kjer meščanska družba, kot pravi ena od teorij, vsebuje toliko subtilnih obrambnih mehanizmov, da enostavno ne nudi odpora tej angažiranosti, in kadar ni odpora, v bistvu se vse skupaj integrira v obstoječe. In s tem se izgubi v bistvu recimo tudi vztrajnost, s katero smo začeli ta pogovor. Kaj pravite? Ja, vse zgodovinske avantgarde so se končale tako, da je literatura sicer bila angažirana, ampak na koncu se je končalo ponovadi s direktnim političnim angažmajem. Avtorje, spomnite se Marinetija, Futuristo, pri nas Podbevška, njegove skupine, ki je šla v revirje
In je Podbevšek ni več pisal pesmi, ampak je pisal programske tekste, ki so, če jih danes beremo, silno zmedeni. In pravzaprav ne vemo, kaj je hotel, je pa v njih recimo veliko anarhizma. Ne? Ja, lahko se tako konča, ja, v direktnem družbenem angažmaju. Nekaj sem hotela še reči, pravzaprav nastaja neka nova literatura v vstajniškem gibanju, če temu lahko tako rečemo, upam, da se boste strinjala. Kaj vse to, kar ljudje pišejo na transparente ali kar pišejo na Facebooku ali to, pravzaprav imamo neko novo ljudsko literaturo. Ljudsko bom si upala reči zato, ker ni tako važno, kdo je individualni avtor. In ki se potem širi recimo po internetu, ljudje si to pošiljajo, všečkajo in tako. To je pa pravzaprav neka druga produkcija, ne, ki ni toliko avtorska, ni povezana z nekimi znanimi pisateljskimi imeni, ampak kaže neko strašno kreativnost. Pa tudi zanimivo, da posega po enih zelo starih citatih in vzorcih. Ja, pa recimo, ko imaš ti ambrazijansko kitico z Rima, kot mnemotehnično sredstvo misionarjev, oziroma pač za širjenje vere, imaš tu v hip-hopu in jo imaš zdaj spet na transparentih, zato da si ljudje lažje zapomnimo, zakaj točno gre in da se prav trudijo. Je pa res, da v Sloveniji to rimanje je na vsaki 70-letnici prisotno, recimo, ko vedno nekdo nekaj napiše. In je sicer pa veljamo, da vsak Slovenc piše pesmi, in vstajniki gotovo tudi. No, prav je, da končamo ravno na tem mestu, zaradi tega, ker naj bo seveda to iztočnica, ker internet je večen, pravijo, tudi za prihodnje slovenske dneve knjige v letu 2014. Nocojšnji, mislim, ti so že končani v tem trenutku, ko mi tudi to oddajo končujemo, ampak dejstvo je, da je prav, da so odprli to temo in da smo tudi naredili ta zgodovinski prehod tudi skozi dosežke slovenske družbeno angažirane literature. Seveda jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje, za vse prispevke in za vse analize, ki ste jih v tem nocojšnjem pogovoru tudi prispevali. Hvala vam lepa še enkrat. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, seveda hvala za pozornost. Pred nami so prvomajski prazniki, več kot 130 let mineva, odkar so tekstilne delavke v New Yorku organizirale prvo stavko v zgodovini delavskega razreda. Spomnimo se, magari ob dobri hrani in pijači, zakaj se je to zgodilo in kaj nam je storiti danes. Lahko noč in lepe praznike vam želimo.